oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljamo o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Zdravo živa, zdravo Boris. Lepo pozdravljena v 18. epizodi oddaje na Coinu. Lepo, da sta spet tukaj. Vidva sta prvič, drugič v tej epizodi. Presega vaju sam Chuck Norris, ki lahko enkrat pride dvakrat. Hvala, da sta prišla in vem, da imata nekaj novega za naše poslušalce. Kaj je to? Hvala za povabilo. Pozdravljen, Stane. Hvala za povabilo. Se pravi, danes smo polnoletni, ali kako? Ja, 18. epizoda. Hudo. Je ta Chuck Norris je kar car, pri nas pa vse te naše knjige simultano bere. In prevaja. In prevaja vse hkrati. Super. Kje pa je David? David po svetu išče bogate sponzorje, da si bo kupila kakšno opremo. Mimogrede, a je kdo v vajni knjižnici že naročil kakšno knjigo s popustom, oziroma s kodo za popust na Coinu? Ja, seveda. Bilo jih je kar nekaj. Večina takih naročil pride po objavi nove epizode podcasta, kar sam pomeni, da imate tako vi nove poslušatelje, kot mi nove bralce. To je super. Upam, da bo najdel še kakšnega sponzorja, da se bomo še bolj razširili. Drugače smo pa tukaj zaradi, kje je drumroll, zaradi prevoda nove knjige. Katere? Izum Bitcoina, Jana Prickerja. Odlično. Sta ustanovitelja Bitcoin knjižnice, ki jo najdemo na naslovu www.bitcoin-knjižnica.si in nas zalagate s slovenskimi prevodi knjig o Bitcoinu. Dajta ponoviti, katere knjige imamo že prevedene za vse tiste, ki še niso bili na vaši knjižnici. Okay. Bitcoin knjižnica trenutno ponuja 4 prevode in en slovenski priročnik o denarju. Klemna Verstovška od barantanja do Bitcoina. Klemna smo že gostili v naši oddaji, ste poslušali? Seveda. Seveda. No, kjere knjige so še? Poleg Klemnovega priročnika v Bitcoin knjižnici imamo 2 knjigi avtora Seyfedena Mousa. Prva je Bitcoin standard, druga je pa Fiatni standard in še bikovsko napoved za Bitcoin od Vijaya Bojapatija ter popolnoma nov prevod knjige Izum Bitcoina od Jana Prickerja. No, preden gremo na to novo knjigo, katera knjiga je do zdaj bestseller, kaj ljudi največ kupujejo? Ja, v bistvu bestseller je Bitcoin standard, drugače pa so zelo popularni tudi kompleti knjig, ki jih ponujamo. Se pravi, zložimo 2, 3, 4 knjige skupaj, kar v bistvu nakazuje, da je ta tematika zanimiva, da ljudje želijo v bistvu se čim bolj podučiti o stvari, nisem tako, da naročijo po eno. Hkrati jih pa v bistvu znotraj teh kompletov dobijo tudi po majčkeno bolj ugodnejši ceni. V bistvu smo glih te dni malo prenovili te komplete na naši spletni strani, tako da imamo zdaj tiste 2 Bitcoin standard, Fiatni standard, ponujamo skupaj v kompletu pod imenom Seyfedian Amos. Potem smo pa v bistvu preostale 3, torej od barantanja do Bitcoina, pikovsko napoved za Bitcoin in izum Bitcoina združili v en tak lušen trojček z naslovom Uvod v Bitcoin. Krasno, to je glih ta pravi čas, da se ljudje lahko kupijo te komplete po nižji ceni za darila, ne? Ja, bliža se praznični čas. Krasno. Bo še kaj dodal, Boris? Ne. Povabil sem vaju zaradi nove knjige, ki smo jo že omenili, torej avtorja Jana Prickerja Inventing Bitcoin oziroma Izum Bitcoina. Mene privlačijo kratke knjige, ta obsega samo nekih 120 strani in je bolj pripoved kot tehnična knjiga, drži? Ja, lahko bi rekli, da pripovedno razloži tehnologijo v ozadju Bitcoina. Moram povedati, da je knjiga že sveže iz tiskarne pred nami, da sem videl kar nekaj slik in res gledajo zelo, zelo enostavne. Pejmo zdaj na avtorja. Kdo je Jan Pricker, odkje je in kaj počne danes? Pravzaprav je o Janu zelo malo znanga. On je sicer rojen v bivši Sovjetski zvezi in tudi znotraj knjige opisuje na kratko, kako so pravzaprav nekako bili primorani se preseliti v Ameriko v času njegovega otroštva zaradi režima tam in tudi se naveže nekajkrat s primeri, kako je bilo dejansko takrat z denarjem. To sem pa ujel v enem podcastu. On je s 7 leti prebežal, starši, in se je v novi sredini, se pravi v Ameriki, kar dobro znajdel. On sploh ni občutil te
tega stresa Sovjetske zveze, ker je bil še premlet. Starši pa so ga zelo. Ne? Ja, on tudi v knjigi v bistvu piše, da ni, in da je to šele nekako zdaj razumel za nazaj, kaj se je dogajalo. On je pač takrat mislil, da grejo na počitnice, so spakirali in se ne vrnila. Ne. Drugače je pa razvijalec, podjetnik na področju zagonskih podjetij. Tudi zdaj mislim, da pri Swanu pristal na koncu. On je celo co-founder Swan Bitcoina. Ja. Tako da on je v bistvu nekako se skozi tisto ustvarjanje novih podjetij in zanimanjem na tem področju v bistvu tudi skozi knjigo piše, kako je bil v in izven Bitcoina, ker je pač enostavno bil toliko posvečen delu in ga ta neumen internetni denar ni zanimal, tako on piše. Celo je večkrat zgubil denara z nakupom Bitcoina. Ja, tako je. In v bistvu te primere tako na kratko opiše, potem pa vseeno pride do tega, da se je spustil v to zajčjo luknjo in na koncu res tudi odšel iz podjetja ven, napisal to knjigo in sedaj se izključno osredotoča na izobraževanje v Bitcoinu in skozi v bistvu to tematiko pomaga zagonskim podjetjem. On je v resnici knjigo napisal sam zase, da je bolj razumel cel koncept Bitcoina, ni neki v tem stilu. V bistvu ja, tako, mogoče ne zase, ampak je res te svoje ugotovitve zapisal za nekoga, ki je kot on nekoč, zato da ne bi šel čez vse te ovinke, ampak bi lahko razumel že od samega začetka. Še dobro, da kdo tako napiše, da nam ni treba vsakmu napisati knjigo. Ne? Jaz se mislim, da smo mi tudi, da je to tudi ena izmed motivacije Bitcoin knjižnice, da imamo to znanje na enem mestu in da bi v bistvu nas ljudje videli, kot da je Bitcoin knjižnica bližnica do znanja o Bitcoinu. Odlično poslanstvo Bitcoin knjižnice. Še to bi vprašal, kdaj je nastala knjiga, ker se mi zdi, da je kar nekaj. 2019. A slučajno veste, kakšen je odziv na njo v tujini, v jezikih, ki je že prevedena? Jaz sem napisala, prevedena je v španščino, francoščino in korejščino, ampak nimava nekih podatkov. Glede na hitro evolucijo kriptovalut, vemo, da se je iz Bitcoina rodilo na tisoče nekih alternativnih kovancev. Poznam ljudi, ki jim reče tudi shitcoin. Ja, poznaš ti koga ta zgad, Boris? Ne poznam nobenega. No, kaj je najpomembnejše sporočilo te knjige? Kaj lahko pričakujejo te knjige? Jan v bistvu zelo dobro že v uvodnem poglavju zapiše oziroma postavi vprašanje, zakaj sem zapustil svoje zelo uspešno zagonsko podjetje in začel ukvarjati z Bitcoinom. Verjamem, da je njegov izum tiste vrste stvar, ki se zgodi enkrat v življenju, morda enkrat v več življenjih. In on nas popelje skozi to in njegovo zgodbo in hkrati skozi pomembne korake tehnologije v ozadju in praktično on temu reče, dajmo izumiti Bitcoin. Super. In če se še navežemo na to evolucijo kriptovalut, v zaključku knjige se tudi dotakne on tega vprašanja, če bi lahko obstajala neka ali pa prišla druga kriptovaluta, ki bi presegla Bitcoin. Je pa res, da če bi zdaj želela povzeti, zakaj je to teoretično mogoče in zakaj praktično to ni mogoče, je pa v bistvu mi ne boste verjeli, dokler ne boste razumeli, kako Bitcoin deluje. In ko preberemo to knjigo in pridemo do tega zaključka, so v bistvu vsi te njegovi argumenti zelo jasni. Upam, da bo čim več ljudi zakurila ta knjiga. Ej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, Madejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. Kako pa je s tem pri nas? Je koncept Bitcoina dovolj znan slovenski javnosti in a lahko ta knjiga pomaga vsakomur oziroma vsaj večini, da bi bolj razumeli Bitcoin? Dajmo tako začeti. Kolikokrat ste slišali, da je Bitcoin špekulativna ali tvegana naložba? To pogosto slišimo od ljudi, ki sploh ne poznajo oziroma ne razumejo Bitcoina. Ne moremo razumeti ekonomskega dela Bitcoina in načina, na kateri on doseže ekonomske svoje cilje, dokler jasno ne razumemo njegovo delovanje v ozadju. V tej knjigi Jan Pritzker zelo po domače razloži, kako Bitcoin deluje in nam pomaga priti do celotne slike Bitcoina.
Super, ampak a smo mi Slovenci dovolj dovzetni za taka sporočila? Upam, da ste. No, krasno. Veliko je že povpraševanja pa zanimanja po Bitcoinu. Super. Se na nek način nekako, mogoče pridejo z drugo predstavo vprašati, ampak odidejo pa vsem z drugačnimi odgovori. Vidi se pa tudi naša prisotnost na različnih dogodkih, tako da jaz mislim, da naprej že korakamo. No, se to bomo tudi kasneje omenili. A je v tej knjigi kaj posebnega vtisnil Jan, a je kakšno njegovo sporočilo drugačno kot je sporočilo ostalih knjig? Mene je prepričal že prvi stavek. Ko ljudje prvič slišijo za Bitcoin, si ustvarijo mnenje, še preden ga poskušajo razumeti. Vse sem jaz to isto naredil. So mi pa zelo všeč tudi njegove nazorne razlage o teh glavnih lastnostih Bitcoina, kot je dokaz v telu, rudarjenje, oriše, kako Bitcoin rešuje problem dvojne porabe. In v teh razlagah se res zagotovo loči od ostalih prevodov, ki jih imamo do zdaj. No evo, tukaj smo pa pri izzivih pri prevajanju. Katere so bile najtežje plati prevoda, sploh v smislu tehnične terminologije ali kulturnih referenc? Trije prevodi, ki jih imamo do zdaj, oziroma smo jih imeli pred izumom, so vsekakor olajšali delo pri večini izrazov, je pa seveda ta knjiga bolj tehnična, zaradi česar smo vsem določene besede morali na novo izumiti. Smo pa tudi zaradi ravno teh tehnikalij bili toliko pozorni, da smo preverili potem sam prevod tudi pri poznavalcih Bitcoina, ki so hkrati bolj tehnično in programersko podkovani, da v bistvu se ne bi s prevodom kaj izgubili oziroma slučajno obrnili okoli. Ja, krasno. Da ne bomo imeli spet zgoščenke in podobne. Ne? Kako si predstavljate, da bo ta prevod vplival na razumevanje Bitcoina? Nasploh bodo ljudje imeli kaj od tega? In a je dovolj enostavna in povedna, da lahko vzbudi več zanimanja za Bitcoin in manj za trenutni propadajoč denarni sistem? To je v bistvu bila moja prva knjiga o Bitcoinu, ki sem jo prebral. Potem pa sem nadaljeval s Bitcoin standardom. Ampak ta prva knjiga, ki sem jo prebral izum Bitcoina, mi je odprla oči, kako Bitcoin deluje. In mi je bilo zelo lahko razumeti naslednje korake Bitcoina. Knjiga na več mestih naredi primerjavo s trenutnim finančnim sistemom in to na zelo preprost in slikovit način. Mislim, da bi moralo biti ravno zaradi tega obvezno branje za vsakega, ki se loti raziskovanja Bitcoina. Ali pa kar za vsakega. Ja. Glede na to, da je knjiga že pred nami, da je že natisnjena, kako je z dobavljivostjo? Vidim jo na Bitcoin knjižnici. Kdaj začnete s pošiljanjem? Ja, knjiga je res čist sveže iz tiska, tako da potem, ko tole posnamemo, greva domov napakirati prve tiste, ki so že naročilu, prednaročilu, jutri jih pošljemo naprej. Bomo pa knjigo tudi predstavili premierno na meetup dogodku, ki ga prireja Bitcoin društvo Slovenije v sredo 30.10. ob 19. Moramo povedati, da mi snemamo to malo prej. Če je ta dogodek že mimo, bo pa še kar nekaj drugih, a ne? Kateri so še drugi? Tako je, na to bomo pa prisotni na Bitcoin konferenci v Mariboru 8. in 9. november. Tam to je konferenca NiceHashX, a ne? Ja, tako, ja. In tam bomo tudi se predstavili tako na stojnici, tako ob vhodu in oba dni bom imela skratko predstavitev o knjižnici in nekaj tudi o tej naši zadnji knjigi. Smo pa tudi del velikega slovenskega knjižnega sejma, konec novembra v Ljubljani. Se pravi, celoten sejem na Gospodarskem razstavišču traja od 26.11. do, se pravi, nedelje 1. december. In tudi tam smo v bistvu dobili zeleno luč za 3 predstavitvene dogodke. Prvi bo v sredo 27.11. ob 10. dopoldne, kjer bo Klemen Verstovšek, avtor od Barantanja do Bitcoina. Super. Govoril z Evo, ki je v bistvu, ki ima portal Denar na dlani in bosta nekako združevala ta svet fiatni in Bitcoin, in ona ima veliko sledilcev
katere že pridno sprašuje o Bitcoinu in bo nekako ta vezni člen med poznavalcem in nepoznavalci. Imamo na horizontu nov Bitcoin podcast. Ja. Mogoče. To bi se dal kaj zmeniti. Isti dan, sreda 27.11. ob 14. bo Klemen predstavil to svojo knjigo Od barantanja do Bitcoina na dogodku z naslovom Kaj za vraga počne Bitcoin v moji knjigi. Potem imamo pa še glavni dogodek v petek ob 18. Bit ali ne Bitcoin? To je sedaj vprašanje. Pa Bitcoin sploh ni tako slabo. Se vidimo v Ljubljani konec novembra, ne? Povejmo še, kakšne imate načrte za naprej? A je še kakšna knjiga v pripravi? Ja, pripravljamo še debel špeh od Lynn Alden, Broken Money. Po vsej verjetnosti bo naslov Zlom denarja. Knjiga je v grobo prevedena, je pa že tudi v začetni fazi pri lektorici. Je pa to res se izkazal za zelo zahteven projekt. Knjiga je obširna, več kot 500 strani. Avtorica je skorda ne znanstvenica na tem področju, tako da se je lotila razprave, zelo poglobljene razprave. No, ampak ta knjiga, če sodim po odzivih na družbenih omrežjih, je zelo popularna med bitcoinerji, zelo opevana, avtorica zelo spoštovana, tako da komi čakam še ta slovenski prevod. Ja, knjiga je definitivno bila potrebna in je vredna vseh naporov prevajanja. Je pa res, da se pač tudi mi učimo sproti in nam je dala kar nekaj novih izkušenj. Krasno. Pred oddajo sta mi omenila še slovarček izrazov v slovenščini na temo Bitcoina. Boste to res pripravili v Bitcoin knjižnici? Ja, se nagibava na to, oziroma praktično se morava samo še usesti pa napisati, oziroma napisati na spletno stran. Slovarček je pripravljen, tako da bo zaživel nekje do Bitcoin konference. Nekaj takih že obstaja tudi na spletni strani Bitcoin društva, ga lahko najdemo, tudi Nicecash ga ima na svoji strani, ampak enostavno ne moramo biti Bitcoin knjižnica brez neke take osnove in res želimo, da poberemo iz njihovih ven in tudi dodamo še kakšne svoje, ki smo jih zdaj skozi te vse naše prevode izumili, zato da je vse na enem mestu, pa da te novotvorjenke začnemo tudi Slovenci malo uporabljati. Uporabljati in razumeti, to je res super. To bomo vsi, ki se ukvarjamo z vsebino, verjetno z veseljem sprejeli in uporabljali. Krasno. Spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na coinu. Eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo, palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kakšna pa. No, kaj imam glih tukaj, bi vaju vprašal pa še za komentar o izjavi Evropske centralne banke o Bitcoinu, ki so jo objavili 12. oktobra, v katerem izražajo skrb nad naraščajočo vrednostjo Bitcoina. Ugotavljajo, da bo očitno cena Bitcoina vedno višja, da bodo tisti, ki so si ga kupili prvi, v prednosti pred ostalimi in to postavljajo kot problem. Malo sumim, da se ga bojijo, da ga ne razumejo. Katero knjigo iz vaše zbirke bi priporočil, Boris, naj si ljudje preberejo, da bodo razumeli ta strah in odnos ECB-ja do Bitcoina? Da jo prekinjamo zaradi izrednega dogodka. Bitcoin knjižnica je ravno prejela novo naročilo za knjigo. Kaj ste dobili? Izum Bitcoina! Bravo! Dajmo tako, za vse ljudi, ki že poznajo Bitcoin, oni že vedo, da ECB podaja razne ideje o Bitcoinu. Do zdaj je to bilo vse, da Bitcoin gre v propad, da bo umrl, da bo propadel, da bo šel na nič, da to ne bo zdržal, da je to piramidalna shema. Da ga uporabljajo samo kriminalci. Tako, to je čisto bil ta narativ, ampak zdaj so se enkrat spremenili to iz nič v 10 milijonov kovanc. Za vse nas, v bistvu, ki znamo nekaj o Bitcoinu, je to smešno, a ne? Ampak recimo za ljude, ki ne vejo nič o Bitcoinu, je mogoče to res zaskrbljujoče, a ne? Ker Bitcoin bo naredil eno škodo, ne? Tudi če gre na nulo, bo škodoval Bitcoinerom, tudi če bo šel na 10 milijonov, bo naredil škodo njima, ki ga ni skupili, a ne? In kaj zdaj narediti v tem je fora. Dajmo tako,
Za vse vas, ki ne znate nič o Bitcoinu, začnite s to našo novo knjigo Izum Bitcoina, preberite definitivno Bitcoin standard. Knjige so tudi na voljo v knjigarnah, jih lahko izposodite, ne rabite sploh kupiti. Je pa naslednji korak fiatni standard knjiga od Saifedena Mousa. Super. To smo pa prej izpustili. Torej, ljudje si lahko knjige izposodijo tudi v knjigarnah. V katerih knjigarnah pa so na voljo? V knjižnicah. Ali v knjižnicah, No, se res? vemo to, V knjižnicah si izposojamo. V katerih knjižnicah? V knjižnicah, ja. V Sloveniji, po moje, da v več kot 50 knjižnicah po celi Sloveniji lahko najdete vse naše knjige, razen Izuma Bitcoina, ki bo, ne vem kdaj. No, ta bo pa še prišel. To je pa super. Se pravi, še predno se odločimo za nakup ali pa za nakup za darilo, jo lahko preberemo. Tako, če le niso izposojene. Ponekod so redno v čakalnih vrstah, kar nas seveda veseli. Na ta način pa verjamemo, da bodo tudi knjižnice imele več povpraševanja, pa dodajale nove kopije. No, tega smo lahko res veseli, da imajo vsi na voljo slovensko literaturo, da bodo lahko ocenili veljavnost izjav raznih bank in vlad, ki na veliko zdaj strahom lomastijo po Bitcoinu. Hvala za vaše delo. Me veseli. Bi pa rad še dodal to, da naj ljudje preverijo tudi še naše izjave. Pri Bitcoinu velja pravilo don't trust verify. Tako, karkoli mi povemo, treba preveriti, ampak tudi treba preveriti, karkoli povejo bančniki ali pa politiki ali pa kjerkoli drugi. Stane, a nimamo dostih knjig. Ja, jaz sploh nisem najboljši bralec. Jaz komaj čakam, da se tako malo podružimo pa pogovorimo. Kjera bo naslednja prilika? Najskjerš Bitcoin konferenca? 8. in 9. november. Maribor. Ljudno vabljeni. Under the Pohorje. Hotel Habak. Komaj čakamo. Je nič. Hvala lepa za vajen obisk. Drugič. A bova tretjič tudi prvič, ali prvič tudi tretjič. Ja, tisti špeh bo kar velik, ne? Ampak mogoče vam rata tisti broken money. Ne, ratal bo ratal. Super. Res hvala lepa, da ste si vzeli čas. Pa se vidimo pod Pohorjem, ne? Hvala za povabilo. Hvala, pozdrav tudi Davida, reč, ne še za naju, kaj pršpara. Bom. Ajde.